Lep pozdrav vsem, ki ste vse v tej prelepi v tem prelepem sobotnem popoldnevu vseeno vzeli čas, da nas poslušate. Tudi jaz sem prejšnjo soboto to počela, in sicer na eni skupnosti na Primorskem, pa vmes sem en lovor razrezovala, pa prijetne vsebine poslušala, ki so mi v bistvu v tem tednu zelo, zelo koristile, tako da hvala lepa vsem predavateljem iz prejšnje sobote, bilo je zelo poučno. Zdaj bomo vedeli, za kaj se gre. Tudi hvala za današnjo temo, tudi Mihaelu, ki jo je v procesu bral pa predeloval tudi, ne. Imamo take čase zdajle, da se nam dogaja, da imamo vsi v sebi noter en kup enih stvari, ki se nam procesirajo, o katerih razmišljamo. Ena od teh je zagotovo tudi denar, kako to področje občutimo, tako da vidimo, da nič več ni tako, kot je bilo, kar se tiče cen. Cene rastejo v nebo, dogaja se finančni, ne vem, kako se temu, finančni nered v svetu, tako da v tem hipu razmišljati karkoli drugega, kakor kako najbolj poskrbeti za sebe, za svojo hrano, za svoj topel kotiček, za toplino v srcu. Ne vem, če ima smisla kakšno drugo investicijo delati v tem hipu, kakor poskrbeti za te osnovne stvari. Kot smo že slišali parkrat danes, smo v posebnih, izjemnih situacijah v teh zadnjih mesecih, letu, dveh, in dajmo si to vzeti na znanje. Pred sabo imam v bistvu knjigo, ki sem jo, tule v kotičku se bo videla, ki sem jo v roke dobila, zdaj moram pa odšteti, 20 let nazaj, mogoče dobrih 20 let nazaj, in lahko rečem, da je bila meni to knjiga prvo sveto pismo, no. Življenje je tvoje je naslov, in še zmeraj, čeprav je že scefrana, ke odprem, najdem not stvari, iz katerih se spet lahko nekaj novega naučim. En star zapisek: zaupam v svoje življenje, za vse, kar potrebujem, je vedno poskrbljeno, tudi za finance. To je tisto, kar nas zdaj rabi vsak dan zbuditi, pa s to mislijo rabimo oditi v posteljo, ker v bistvu se bodo stvari še dogajale na to temo, še nam pripravljajo šoke in situacije, ki nas vodijo v notranjost, v sebe, v razmišljanje, kdo smo, kaj smo in zakaj smo na tem svetu v tem hipu poslani. Iviliana večkrat poudari, da odpuščanje je tisto zdravilo, tista božja maža, ki nas pelje naprej. Jaz lahko potrdim, ker sem to v svojem življenju tudi videla, koliko je pomembno, da se odpusti. Raztapljanje, zamer, v tem času je ogromno enih situacij, ko se z ljudmi zataknemo v komunikaciji. Uspeli so nas razdvojiti na dva dela in uspeli so tudi povzročiti med nami trenja. Tako da vedno znova rabimo iti v tisto svojo hiško, v tisto svojo notranjost in poiskati v sebi mir, prositi višje sile za to, da nam pri tem pomagajo, božjo energijo, da nas ohranja v miru in ljubezni, in poskušati sijati med ljudmi čim bolj, z optimizmom, zadovoljstvom, zato da dvigujemo frekvenco kompletne generacije, ki trenutno prebiva na Zemlji, ne. Ja, kaj so nas učili? Ko zidamo, dograjujemo kotičke okolice, ko imamo pred hišo en lep luksuzen avto, vse to je tisto, kar so nam namensko čez reklame, čez televizijo, čez velike trgovske centre, čez poslovne kovče, kako je pomembno, da dobro izgledamo, da imamo super avto, da se lahko pokažemo z vilo. Vse te stvari so nam dejansko namensko uklestili, vsilili, in ljudje smo bili navajeni, da smo dejansko na te stvari tudi bili pozorni, če to tako je. No, jaz za sebe moram priznati, da dejansko me to nikoli ni čisto na zares prepričalo,
Največ posla 20 let nazaj sem naredila z 8 let starim avtomobilom, kateremu so se vsi malo smejali. Pa nisem edina. Poznam še koga s podobno situacijo, s podobnimi izkušnjami, kajti najpomembnejše, ko krožimo med ljudmi, ko delujemo, ko smo v poslu, je to, da v sebi nosimo čim več sebe in da smo čim bolj v stebru s sabo. Zato še enkrat več navijam na to, da investiramo zase, vase in nase. Bolj vase in bolj zase, kakor pa tisto, kar kažemo navzven, to, kar smo pač bili navajeni v preteklosti in kar smo dejansko tudi promovirali, nehote podpirali s tem, ko smo delovali na tak način tudi mi. Ko gremo v službo po denar, nam je včasih odveč. No, jaz sem to doživela 20 let nazaj, potem sem pa uredno službo v taki obliki, kot si jo zamišlja sistem, nehala hoditi, bila sem namreč profesorica matematike in v enem trenutku se mi je pred tablo posvetilo, da to ne more biti to, kar želim početi v življenju, predvsem pa ne želim otroke ustrahovati z nezadostnimi ocenami. Delovala sem v področju upravljanja osebnih financ, ampak od prvega trenutka dalje sem v bistvu tudi ogromno delala na sebi, ogromno delala na povezovanju ljudi in na tem, da ko nekaj človeku damo v okviru tistega, kar se je pač 20 let, 15 let, 10 let nazaj dalo videti, ko človeku nekaj damo, da mu damo nekaj več, ne samo en finančni produkt in en cilj, ki je mogoče dosežen ali pa ne. Namreč, ko vzpostavimo in ohranimo prijaznost do sebe, potem se to čuti pri ljudeh. In to je tisto, kar prodaja mogoče intenzivneje ali pa zagotovo intenzivneje in močneje, kot pa, ko izstopimo iz ene velike limuzine ali pa ko poslovnega partnerja povabimo v luksuzno hišo. Ja, je bila to vaba, zagotovo v preteklosti za ustvarjanje poslov, ampak v tem trenutku prehajamo v nove dimenzije, gradimo jih pa mi vsi mi, tisti, ki smo danes tukaj, pa še mnogo nas je, ki mogoče čutimo in vemo mnogo več kot vsi tisti, ki so se v preteklosti, pa se še vedno pojavljajo v javnih medijih, na javnih delovnih mestih, v javnih službah. In zelo, zelo pomembna naloga vsakega od nas je, da se naučimo tudi takega nastopa, se pravi tudi suverenega vplivanja na ljudi z pozitivno energijo, s svojim biserom, s svojim žarom, s svojimi izkušnjami, ki jih imamo mnogo, in tlele dejansko res manjka samo še to, da se pojavimo in povemo, da nas je čim več takih, ki to naredimo. Moja pot, kar se tiče snemanja videov, se je začela 8 let nazaj, ko sva skupaj s prijateljico želeli narediti finančni projekt, ustvarili smo ga, ni pa pol nekako zaživel, pod finančne varnosti, kjer sva na finance želeli pogledati ali pa vplivati na ljudi iz dveh zornih kotov, ne samo iz tehničnega, iz strani produktov, ampak tudi iz psihološkega vidika, kako pomembno je, da ves čas nosimo sebe v stebru in da ne odhajamo v službo, na delovno mesto, na posel, samo zaradi tega, da domov prinesemo denar. Tisti denar, ki sem že govorila o njem, ki ga tiskajo in s katerim manipulirajo s kompletnim človeštvom na zemlji, kakor se jim zahoče. V tem hipu vidite manipulacijo, doživljate jo na lastni koži, občutite jo lahko, ampak če smo se prej pogovarjali o tem, kako nas napadajo, potem se dajmo zdaj osredotočiti na to, kaj lahko naredimo, zato da bomo ohranili svojo energijo in da bomo v svoji energiji delovali suvereno in da se ne bomo pustili vplivu manipulacije.
Tukaj imam posnetek, ki želim, da si ga zdaj skupaj pogledamo, izpred, mislim, da 7-8 let. Tekst je zletel v hipu na papir. Potem se je pa začelo odvijati snemanje, ki je trajalo približno 3 ure, zato da sem teh par minutk posnela. Kolegica in še en kolega je bil zraven, sta v zabavanju takrat, ko sem jaz milijonkrat šla snemati in vztrajala, zato da sem si bila kolikor toliko všeč. Pa poglejte tale posnetek izpred toliko let nazaj, z namenom, da vas vse spodbudim, vse tiste, ki danes ste skupaj z nami, da se skorajžite in začnete trenirati. Kajti to je naša naloga, da svoje bisere, ki jih nosimo v sebi, znamo prezentirati med ljudi, zato da bodo opazili, slišali, videli in začutili. Tako da, Mihael, prosim za posnetek. Pozdravljeni. Na konkretnih primerih boste izvedeli več o varnih in učinkovitih oblikah naložb, ki vam zagotavljajo večjo kakovost življenja in manj skrbi. Ne glede na svetovno in slovensko politično ter gospodarsko situacijo, sem v 15 letih pri svojem delu s financami v vsakem trenutku našla kokoš, ki nese zlata jajca. Vedno znova so v svetu inovatorji, podjetja, finančni produkti, države v razvoju, ki so vredne naše soudeležbe. Le poiskati jih je potrebno, jim zaupati in sprejeti priložnost kot možnost za naš lepši jutri. Sama sem namreč mnenja, da je bolje 5 minut o svojem delu, o svojem težko zasluženem denarju razmišljati, kot pa celo življenje trdo delati. Evo, takole je to izgledalo, ko je nastajal posnetek poln strahu pred kamero. Ampak treningi, vztrajnost, številni načini, od katerih vam želim zdajle tudi še spregovoriti, so me preoblikovali, tako da se v bistvu v nedeljo na pikniku sama sebe nisem prepoznala, ker sem držala mikrofon v rokah in roka se ni nič tresla. Kaj vse sem počela zato, da sem spremenila svojo samopodobo? Sem mnenja, da mi je v bistvu ogromno pomagalo, v zadnjem letu sem namreč trenirala zvoke, slišala sem, da je zdravljenje z zvoki najstarejša oblika zdravljenja. Pa ne samo zvoke, z mojim učiteljem petja tudi zapojeva vsak torek kakšno lepo pesmico, na koncu prideva do tega, da narediva en slovenski izdelek, eno slovensko narodno pesem, tako da jo lahko v družbi tudi potem zapojem, tako da vodim k petju ostale ljudi. Ko sem v zadnjem letu velikokrat momljala s svojim glasom, pa potem na koncu tudi pela, sem velikokrat začutila, kako se je iz telesa izvabljal kakšen katar, kakšni pač ostanki stare zdenke. In ko se je vse to po koščkih iz telesa ven plasiralo v toaletni papir, ni več tiste zadrege, kot sem jo čutila prej. Tukaj me vidite sedeč ob deblu. Pogosto se tam nahajam, kajti ugotovila sem, da ko sem naslonjena na deblo in takole sedim v gozdu, se energija pretaka intenzivneje. In prihajajo energije iz, bi se lahko temu reklo, podzavesti, ki so močnejše od tistih, ki jih je nagrušil zunanji svet, katere je v bistvu mogoče en napad od nekje poskušal, po domač povedano, pocuzati. Skratka, ogromno časa zadnje leto prebijem v gozdu, v naravi, ob potoku. To, da je fino hoditi bos po travniku, ki ga imam po sami sreči, celo pred svojimi vhodnimi vrati, ja, to bi bil lahko v bistvu luksus, ne, za večino ljudi, je neprecenljivo darilo, kajti ko si bos, ko si v stiku s travnikom,
potem se energija pretaka čez telo in telo postane močnejše, krepkejše in samozavestnejši smo zaradi tega, ker se počutimo bolje. Zraven je naslikana tortica s 5 vrtnicami. Pod njo pa se skriva košarica murv. Murv, sadeža, ko sem jih v bistvu prvič srečala leto nazaj. In zopet se lahko vprašamo, kako k naši samozavesti doprinese sveža, iz drevesa utrgano sadje, zelenjava, iz vrta pobrana solata, koliko prinese k močni energiji, k močni pretočnosti to, da z rokami po zemlji pobiramo sadeže oziroma sadimo sadike in čakamo na sadeže. Hkrati pa smo na sončenju, ko štihamo vrt, smo na fitnesu in v tem hipu smo investirali v nekaj, kar za nas predstavlja popolno samooskrbo, če imamo en mali vrt doma. In vse te stvari v bistvu krepijo telo. Poleg tega obstajajo tudi tehnologije. Že sem vam govorila o bioresonanci, ki je bila v bistvu rešitev za to, da sva se s sinom 10 let nazaj uspela pozdraviti, ker sva se predozirala z cepivi in zdravili. In smo videli, da pač tole ne bo rešitev, da je treba najti nekaj drugega. Takrat smo začeli tudi vse te zadeve, ki sem vam jih zdajle govorila, prakticirati, veliko biti v naravi, veliko športati, veliko se gibati, biti v svojem centru in poskrbeti za svojo lastno identiteto. Pa če to tudi pomeni, da se je treba včasih postaviti po robu nekomu, ne? Kar je mogoče v tem hipu najtežje, kajti vsi smo šli čez 8-9 let osnovne šole, vsi smo doživeli, da smo bili pred tablo ali pa celo na odru označeni, koliko smo dobri in koliko malo ali pa koliko veliko priznanj smo dobili, pa kako smo sposobni nekaj zapeti. Večini otrok, večini učencev je položeno pri glasbenem pouku ocena, da je petje neki bav, pa ni res. Vsi lahko zapojemo, pa če zapojemo tako, da fušamo, samo pomeni, da rabimo glas še izpeti, pa izpiliti. In vsi smo dobili tudi neke ocene, v katere smo verjeli, da smo zares dobri ali pa ne. In tisti malo manj pridni učenci z malo slabšimi ocenami danes mogoče med ljudi sejejo najplemenitejše delo. Bila sem na 2 javnih AMZ servisih, moj motor je imel nosilec, se je odvil, vijak se je odvil po tolikih letih, ker pač nimam nov avto in tudi ga očitno še nekaj cajta ne bom imela, glede na to, da so v novih avtih sledilni računalniki, tega si ne želim. Skratka, na javnih servisih so fantje mladi zelo na površno pogledali, kaj se dogaja z mojim avtom in napačno ocenili. Bog ne daj, da bi bilo to človeško telo, kar se tudi dogaja, ne, v zdravstvenih domovih, da na površno pogledajo. In ko sem le prišla do serviserja, prvič je imel gužvo, drugič sem bila naročena, pa je spet imel 5 avtomobilov. Pa ta tretjič, ko sem prišla, si je vzel čas za mene. Odprl je tisto zaščito pod avtom in ugotovil, da sreča, da nosilec ni se v bistvu zlomil, ker je cel motor visel na njemu. Zato ljudje, ki s srcem delajo svoje delo, ki nam želijo pomagati na način, da priskočijo na pomoč z vso prisotnostjo, ne s površnostjo, so tisti, ki jih zares lahko spoštujemo in mogoče damo tudi kakšen evro dodatno za to, da nagradimo njihov trud in sočutje, samo zato, ker so srčni in podporni. In tako se bo družba v bistvu spreminjala na bolje. Tudi v situacijah, ko nam telo že začne pešati. Ko se pojavijo na telesu
fizično vidne posledice zanemarjanja sebe. Tega, da smo investirali v sistem svojo energijo, da smo poslušali in ubogali vsa tista navodila, ki so nam jih začeli že v šoli plasirati, da smo dobri ali pa da nismo dobri. Če smo v možganih, če preberemo tisto, kar je v knjigi zapisano, kar je prav in nič drugače, potem smo vredni, če pa razmišljamo po svoje, pa tudi če nas ni. In telesa ob takih označbah v situaciji med ljudmi, kjer ljudje večinoma sledijo temu sistemu še vedno, tem navodilom, ki smo jih dobili v šolah, telesno začenjajo zgubljati na svoji moči. In hvala Bogu, vedno pridejo tudi rešitve. Tukaj imamo v bistvu primer malo močnejšega načina delovanja na telo, kot je Zemlja, ampak na isti princip, in tudi malo močnejših frekvenc kot tiste, ki smo jih bili navajeni recimo v bioresonanci, ker pač enostavno se nekaj dogajamo, pa ne vemo kaj, a na koncu pride zdravje. Pri mnogih tistih, ki smo bioresonanco v bistvu začeli uporabljati pred desetletjem, zato da smo si postavili nazaj svoje zdravje na svoje mesto. Kako pravi pregovor? Tisoče ljudi ima 1000 želj. Bolan človek ima samo eno željo. In kaj hitro se lahko vsakmu zgodi, da je potrebno poskrbeti tudi za to noto v življenju. Meni se je to začelo odvijati že kar zelo zgodaj, pri 10 letih, da sem se mogla v bistvu boriti s tem, kaj je z mano v bistvu sploh narobe, da mene glavobol zagrabi enkrat na teden. Dolgo, 33 let je trajalo, da sem prišla do zaključka, v čem je bil problem. Ja, ne samo v šibkosti mojega telesa, ne samo v tem, da sem živela v naravi in ne v mestu, ampak tudi v tem, da je bilo moje telo popolnoma alergično na vse kemofarmacevtske proizvode. In ko najdemo poti, tako kot je tale primer tule na sliki prikazan, zdravljenja ne z višjimi frekvencami, ampak z zdravilnimi frekvencami, s frekvencami, ki v bistvu so identične zemeljski frekvenci tisti, ki je zdravilna, potem je rešitev na dlani in potem nobena manipulacija, o kateri je bilo prej govora, ne pride več do našega telesa, kajti preprosto se s to frekvenco telo okrepi, očisti in odstranijo se iz telesa vse tisti deli, ki so v preteklosti v bistvu se naložili na telo, ne samo zato, ker smo fizično zanemarjali telo, tudi zaradi vseh psihičnih stresov, ki se pojavljajo v družbi, v sistemu, v katerem živimo, in v sistemu, za katerega danes še veliko ljudi dela, zato, ker grejo v službo po denar. In ko bomo eden po eden začeli kazati drugačne vzglede, kako se lahko na drugačen način tudi preživi, morda so rešitev res skupnosti v naravi, potem bomo prebili tudi ta tabu temo, da je treba v službo hoditi po denar, zato da se lahko preživi, ne glede na to, kakšna je cena take službe. To danes počne posameznik, to danes počne politika, to danes praktično počne cel svet, kajti vsi smo bili v preteklosti lepo pridno naučeni, kako delovati. Pripravljenost na denar, navade. Te teme v preteklosti z mojo prijateljico Alenko nismo bile sposobne pripeljati do ljudi na tak način, da bi v bistvu ljudje začeli razmišljati o tem, kako spremeniti denarno navado. Ampak ker se v bistvu ta tema pojavlja iz moje strani že vsaj 7 let, bo enkrat prebit tudi led. Ta led bo odprl nezavedno tisto, kar vidimo tule na skali pod vodo.
Ta nezavedni del je tisti, ko avtomatsko kmetija pripada tistemu, ki nam je najbolj všeč od otrok, ostali pa naj grejo po svetu in naj se znajdejo. To je preprosto samo vzorec, navada, tisto nezavedno, kar nosimo iz roda v rod in nima kaj iskati v zavestnem delu, ker preprosto o tem nismo govorili in nismo razmišljali. Problem nastane, ko en od otrok vseeno ozavesti ta nezavedni del in ugotovi, da v bistvu pripada tudi njemu, da je bil oškodovan, da ni dobil tistega, kar mu pripada, kar mu celo zakon določa, in takrat se v bistvu začnejo kresati iskrice med najbližjimi, tam, ko pravijo, da je najtežje, ne? Tam, ko so najbolj pristni osebni stiki, je potem najtežje delovati oziroma najtežje razreševati. Ampak trdim, da se v tem hipu ta gora pod vodo, ta nezavedni del dviguje in da se ta tematika denarja v bistvu začenja odkrivati tudi z temi podražitvami, ki jih zdajle doživljamo, se bo ta nezavedni del začel dvigovati in razmišljali bomo o tem, jaz sem že pač mogla to začeti razmišljati ene 13 let nazaj, ko so se mi stvari začele dogajati na temo švicarski frank, za vse ostale pa slej ko prej tudi pride situacija, ko bo treba v bistvu delati spremembe in ugotovili bomo, da smo bili dejansko vsi vodeni strani parih ljudi na svetu, ki so v bistvu manipulirali z nami preko denarja. Pa mogoče danes še vedno to počnejo. Ne zanašaj se na svoj razum. Bogu moramo zaupati, zato se ne moremo nanašati na svoje nepopolno razmišljanje. Če se bomo zanašali samo nase in na svoje občutke, bomo morda sprejeli odločitve, ki se sprva zdijo dobre, a vendar se kasneje izražajo za slabe ali pa izkažejo za slabe. Ja, točno to se nam zgodi, ko ene stvari naredimo v brzini, v hitrosti, ker se mudi, zato ker jutri bo pa stanovanje že dražje, pa sploh ga jutri več ne bo, ker bo prišel drug kupec in se ga več ne bo dalo kupiti, in potem narediš tako napako, kot sem jo naredila jaz pred 13 leti. Nikoli več ne počnem stvari od takrat dalje v sunku in v enem dnevu. Vedno počakam, da se stvari usedejo, da razmislim, da zares v sebi začutim, ne več v strahu, ampak v občutku, to je zdaj prava odločitev in potem se to ne more zgoditi. Seveda je tule vmes veliko časa, ko se pogovarjam z Bogom, z višjimi silami, razmišljam, kaj bi bilo smiselno, tudi z ljudmi, in na koncu, ko se eno jutro človek zbudi, ko začuti, kaj je prava odločitev, je tisto zares ta pravo. To, kar se dogaja v finančnem svetu, da zavarovalničar potrka na vrata, pride in na silo z vami podpiše zavarovalno polico, ki jo ne rabite in ki vam na koncu prinese slabo voljo, je tudi zalezovanje. Bog je veliko bolj moder od nas. Če bomo dovolili, da nas vodi, bomo uspešni. Se pravi, vsakič znova je fajn, da se ozremo navzgor, da se umirimo, da se postavimo v eno stanje umirjene frekvence, ali tam pod drevo v gozd, ali na travnik, ali ob vodo, ali mogoče z pomočjo naprave, ki vas bo postavila v umirjeno stanje meditacije, molitve, zato, da ne naredimo napak. Upoštevaj ga na vseh svojih poteh. Božji pogled na stvari bi si morali pridobiti na vsakem področju svojega življenja in ga upoštevati pri vsaki odločitvi. Pri tem nam pomaga to, da ga prosimo za vodstvo in da upoštevamo to, kar nam govori po svoji besedi, Svetem pismu. On bo tvoje poti poravnal. Bog nam poti poravna tako, da nam pomaga živeti po svojih pravičnih merilih.
Tako se bomo v življenju ognili težavam in živeli srečno. Ja, in zdaj, če se še enkrat vrnemo nazaj na porabo denarja zase. Čez par minut vas bom prosila, da se vsi opredelite, pa da vsi razmislite o tem, kaj bi bilo v tem hipu tisto, kar ste si vedno želeli, o čemer ste vedno sanjali, pa ni to materialni svet, ampak je nekaj za vas, nekaj za vašo notranjost, pa niste udejanili zaradi tega, ker za kužka bi še kupila tole, ne vem, napravo, ampak za sebe pa ne, to pa je škoda denarja. Take stavke poslušam v zadnjih mesecih okrog sebe in se najprej čudim, potem pa se spomnim sebe pred 10-15 leti, 10 leti, ko sem se psihološko počutila ujeta kot v kletki. In ker je moja prijateljica hodila k terapevtki, se je pogovorila z njo in mi dala en kontakt in tudi jaz sem se k njej začela pogovarjati, hoditi pogovarjati tedensko, več tednov, več mesecev. Zelo nenavadno je bilo, ker smo vsak torek sedele na stolu, gledale ena proti drugi in vsak torek me je vprašala: Zdenka, kako se počutiš? Kaj občutiš? In jaz sem jo kar nekaj tednov gledala in nisem vedela, kaj naj odgovorim, ampak brez nje danes tule ne bi bila na tak način, kot sem. Ogromno ene negotovosti, ogromno enih sprememb se je v meni dogajalo in če se spomnimo, kaj pa v bistvu naredi zdravstveni sistem, zelo dolgo je treba čakati, da se pride z napotnico do enih takih pomoči, ki bi nam v bistvu postavili os v življenje, ki bi nas opolnomočilo, ki bi izgnalo iz nas vse tiste negativne energije, negativne sile, ki nas v bistvu držijo nazaj, kot so strahovi, kot je jeza, kot je potlačena jeza, tega je ogromno in vse enkrat v enem trenutku izbruhne, po možnosti v obliki ene bolezni, po možnosti v obliki ene agresije, Bog ne daj tragedije, tudi to se zgodi. Pred leti sem šla na masažo obraza, to je zdaj menda že 4 leta. Po 1 uri masaže mi je celo telo drgetalo, stopala so se mi tresla. To je bila moja prva masaža v življenju, kar se tiče obraza. Bila sem tako navdušena, da sem tudi prijateljicam kar enih par darilnih bonov kupila za novo leto in 2 sem pa le z veliko muko zmotivirala, da sta res do te masaže prišle, ostale so pa tisti darilni bon imele lepo za okras doma. Takrat sem spet razmišljala, kako daleč smo z nečim, kar je vsaj za videz zelo koristno, pa zagotovo tudi za zdravje, ker odprle so se ene točke po obrazu, glede na to, da se mi je celo telo treslo, ki so kazale na mojem obrazu zategu, obraz, gubice, jezo in vse to je potem odpadlo. Zakaj je tako težko sprejeti darilo in oditi na masažo obraza? Zakaj je to tako nenavadno? Ja, sin je začel, oziroma sin je velikokrat igral harmoniko. In ker je učitelj za harmoniko, ko je hodil k njim, rekel, da bi bilo pa zdaj fajn, da hodi k njemu na učilnico, v učilnico, sem ga jaz dobila na eno zvijačo, pa sem rekla, veš kaj, Grega, bom pa tudi jaz začela igrati klavir, od 5. leta si že sanjam, da bi ga igrala. In tako je začel glasbeni učitelj hoditi k meni in tako sem se jaz tudi ujela v tisto past, da si uresničim še eno željo, ki si jo drugače ne bi. V bistvu me je sin, ko sem gledala njega, ko sem hotela njemu dobro, on me je v bistvu zmotiviral posredno zato, da sem začela igrati inštrument. Neizmerno sem hvaležna, da sem vstajala ob 6. zjutraj, oziroma že ob 5:45 in ob 6. zjutraj sem bila že v šoli, v osnovni šoli v Cerknem, kjer smo imeli krasno učiteljico, ki nas je učila ročnih del.
od vezenja, kvačkanja, pletenja, izdelovali smo krasne izdelke, še danes jih imam nekaj v stanovanju, predvsem imam pa ogromno spominov in ogromno vprašanj v bistvu za šolski sistem danes, zakaj tega ni več v šoli. To je krasna meditacija. V čipkarski šoli smo klekljali, tudi od 5. leta dalje. Ko danes vzamem, mi rečemo temu punkelj, pa naredim kakšen čipkan uhan, ker drugo se mi pač je predolgo zadelati, zameditiram, se sprostim. Tista utrujenost, ki je bila v pol ure, 1 uri izgine. Zakaj ni več tega pri mladih, pri otrocih, ki bi rabili vsaj tako vrstne meditacije, da bi se v tem džumbusu lahko sproščali. Ja, tudi potovanja so bila v preteklosti moj hobi, pravzaprav so bile to prve investicije. In ko gremo po svetu, ko vidimo, kaj se dogaja, potem vidimo, da to, kar smo se prej pogovarjali, nemarnosti po svetu, ki prihajajo zdaj tudi v Sloveniji, je nekaj, kar živi med nami že desetletja. V Ameriki že desetletja v bistvu otroke pazijo, kontrolirajo starši, pa ne zato, ker jim ne želijo svobode, ker jim ne zaupajo, ampak zato, ker so ulice nevarne, ker se na ulicah dogaja kriminal. Tako da potovanja zagotovo so tudi nekaj, kar razširjajo naš plemenitijo našo notranjost, zato da lažje razumemo stvari in v končni fazi, da lažje vplivamo naprej na ljudi, na ozaveščanje, na to, da vidimo, da jim tudi njim poskušamo pokazati, dopovedati, da je odprtost, radovednost, vedoželjnost tisto, kar rabimo vsi iz sebe ven izvabiti, zato da lahko kot družba napredujemo, ker vemo, da smo v tem hipu na križišču. Šport je tisto, kar imamo, kar je šolski sistem vseeno zelo dober spromoviral, ampak ko sem bila pri ravnatelju 7 let nazaj in sem želela, da se v šoli tudi jogo začne učiti, pa tai chi, to, kar sem takrat trenirala, pa sem dobila negativni odgovor, da nimajo prostora niti praznih terminov. Tudi to je sistem, ki ga rabimo spreminjati z novimi načini športa, ne s takimi, kjer bomo vsi usmerjeni samo v to, da se na koncu gre na tekmovanje in zmaga, ampak s takim športom, ki bo našo notranjost oplemenitil, naredil bolj polno, bolj bogato. Gore in hribi, molitve, meditacije, učenje tujih jezikov v meditacijskem stanju. Tudi tukaj smo v Sloveniji, mislim, da svetovni prvaki. Imamo take učilnice, imamo take načine poučevanja, ampak le redki si dejansko rečejo, bom riskiral toliko denarja, zato da se naučim angleščino ali pa en drug jezik, večina pa si misli, da to ni nič, ampak deluje, preizkušeno. Vikend v naravi, vrt z sadjem in zelenjavo, iz katerega lahko poberemo, kar želimo imeti, sveže in polnomočno, polno življenjske energije, polno prane, nekateri temu rečejo, adrenalinski športi, team buildingi, morje v tujini, morje enkrat na mesec, morje vsak vikend, zakaj pa ne? Ali si dovolimo kaj takega, če nam je to všeč? Ali imamo raje veliko stanovanje, veliko hišo, luksuzen avtomobil, da se vidi, da smo to mi. Premagujem strah pred prodajo, premagujem strah pred nastopom, sprehajam se po gozdu, povezujem se z ljudmi in še mnogo drugih aktivnosti je, ki bi v bistvu kot družbi lahko pomagale k večjemu razcvetu, k boljšem počutju, k boljšem dihanju same družbe. Pripravljenost na porabo denarja zase. Evo, in zdaj naloga za vse vas.
Med temi idejami, ki so se tule zdajle že kar zavrtele, so 3 take, za tisti, ki mi bo katero od teh 3 zadev navedel, no, da bi v tem hipu investiral vanjo svoja sredstva. Pa ne bom povedala, katere 3 so to. Tisti 3, ki boste pač mogoče mi na mail odgovorili z eno od teh tem, si bom potem z vami vzela čas, pa bomo šli čez polurno seanso, ki ne povem, katera je, ne. Sem jo pa omenjala zdajle kot ideje za investiranje vase. Zdaj pa imate tule kar nekaj točk. Vidim, da so številke zbežale stran, da se niso ohranile na prezentaciji, nič hudega. Na tale mail, ki ga imate tule, napišete, čemu bi vi ta trenutek namenili svojo investicijo oziroma svoj denar. Še malo bom pustila nazaj tale slajd, mogoče par minut, zato da lahko dejansko vi v meni, ali lahko si mail zapišete, pa mi kasneje odgovorite, lahko to naredite kar na direkt, tisti, ki si ve, da želite. In odgovorila vam bom nazaj. V redu? In 3 boste pač dobili tudi polurno seanso od mene na pač 3 teme tule, ki sem jih že omenjala. In sem jih tudi v preteklosti koristila, zato da sem tisti moj prvotni nastop, ki ste ga videli, izpilila na samozavestnejšega. Še enkrat bi vse vas povabila, da začnete tudi vi razmišljati v to smer, če še niste, da se skorajšite, da razbremenite Mihaela, Iviljano, kajti vsak vikend takle imeti eno predavanje je breme. In fajn je, da si v bistvu začnete tudi vi s kakšno svojo temo, s kakšnim svojim biserom, ne nabijati mišice, ampak nabijati samozavest, da zmorete. Tako da lepo vabljeni, da pišete Mihaelu in da prinesete v društvo Beli svoj biser. Nič hudega, če ta prvič ne bo sijajno, tudi pri meni ni bilo 7-8 let nazaj, ampak hvala Bogu, imamo tule krasen studio in tudi mene je bilo tega studia nekaj časa strah, ker sem prihajala sem, danes pa me več ni. Tako premagujemo strahove, zato da je na koncu življenje naše. Hvala lepa.